Na današnji skupščini Maksime Holding je bilo v okviru predlagane razrešnice upravi in nadzornemu svetu zastavljenih nekaj vprašanj, predvsem vezanih na perspektivo družbe in pa njeno poglavitno naložbo v Istrabenzu, ter pa seveda tudi vprašanje dokapitalizacije, ki ni uspela, o kateri smo odločali na nedavni skupščini pred dobrim mesecem dni. No, na tokratni skupščini je bil predložen tudi dokument o preveritvi letnega poročila strani nadzornega sveta, kar je bil eden od pomembnih razlogov, da je bila ta točka na zahtevo nas in pa drugega prisotnega delničarja umaknjena z dnevnega reda, tako da se je o teh vprašanjih, torej letnem poročilu in pa razrešnici upravi nadzornemu svetu odločalo na tokratni skupščini, kjer je bila praktično to tudi edina točka dnevnega reda. Bili pa so tokrat vendarle predloženi tisti dokumenti, ki bi morali biti seveda že v gradivu za prejšnjo skupščino. To preprosto, kako komentirate današnjo sejo skupščino? Samo veselje dejansko izglasovanje v edinem sklepu, tako da sem vesel, da se pač delničarji strinjajo in to je to. Glede na lastniško strukturo je bila seveda razrešnica upravi in nadzornemu svetu podeljena. Predsednik nadzornega sveta je seveda glasoval tudi za večinskega lastnika, imel praktično 100% večino na tokratni skupščini. Seveda pa smo se mi opredelili proti razrešnici upravi in nadzornemu svetu, glede na dogodke v lanskem letu, pa ne nazadnje tudi na nekatera ravnanja v nadaljevanju, torej tudi v letošnjem letu. Vendarle pa še enkrat izpostavljam, da je Vseslovensko združenje malih delničarjev pripravljeno storiti vse in igrati konstruktivno vlogo pri reševanju družbe, ki ima takšno število malih delničarjev, tudi iz naslova privatizacije kot bivši PIT, da se vendarle skuša najti rešitev za družbo Maksima Holding. Sicer pa je Vseslovensko združenje malih delničarjev po prejšnji skupščini, kjer je napovedalo izpodbojno tožbo, izpodbijanje sklepa o dokapitalizaciji z izključitvijo prednostne pravice in možnostjo stvarnih vložkov, seveda tudi vložilo. Skratka, takšno spremembo statuta o odobrenem kapitalu, kar 50%, kot je bil sprejet na prejšnji skupščini, bomo izpodbijali tudi na sodišču. Vse ostale možnosti pa seveda želimo podpirati, v prvi vrsti ob želji iskati najboljše rešitve za ureditev razmer v družbi, torej glede na samo stanje insolventnosti, poravnavo, ki bi bila dogovorna, bolje kot prisilno poravnavo.